Dober dan vsem skupaj. Moje ime je Sanjo Kretič-Resulbegovič, po izobrazbi sem arhitekt. Zahvaljujem se te priložnosti, da imamo možnost tukaj spregovoriti. Seveda tako kot vsem ostalim, tudi meni žal, da niso tisti, ki odločajo tukaj prisotni, bi malo več vedeli. Osebno sem se z konopljo v gradbeništvu sem se spoznal pred cirka 6 leti. V bistvu najprej bil šokiran, malo razočaran, da temu tako rečem. Bolj ko sem pa spremljal razvoj gradbeništva takšnega, kot ga poznamo danes, pa več kot sem zvedel o konoplji sami, oziroma njeni aplikaciji, pa njenih fizikalnih lastnostih, bolj sem se navduševal nad njo. Zakaj? Zaradi tega, ker ko govorimo o konoplji v gradbeništvu, govorimo o low-tech sistemih, se pravi nizkotehnoloških, se pravi to ni zdaj high-tech, to je low-tech. Low-tech, ki je v bistvu skozi leta in leta bil preverjen, ki je popolnoma naraven, ker tako za ilustracijo, recimo, to, kar danes predstavlja eno sodobno nizkoenergijsko hišo, jaz pravim, to je navaden akvarij, kjer ti na cevčico dihaš in tisto cevčico moraš sproti čistiti, da hiša funkcionira tako, kot je želeno. Skratka, hermetično ste zaprti v eni lupini in v bistvu preko umetnega prezračevanja dobivate svoj zrak. Dobro, zdaj, če lahko naprej, Se pravi, govorimo o treh kategorijah elementov. Eni so konstrukcijski elementi, se pravi tisti, ki so nosilni, potem so toplotno-izolativni, se pravi tisti, s katerimi se pač zaščitimo pred mrazom in vročino, in pa potem kombinacija, se pravi elementi, ki so nosilni in hkrati toplotno-izolativni. Dobro, kot primer konstrukcijskega elementa bi predstavil vlaknene plošče iz konoplje. Danes jih imate celo možnost videti v živo v preddverju. Niso toliko zanimive, ker so plošče iz konoplje, ampak zato, ker so slovenske, ker so pač plod našega znanja. Se pravi, to je nastalo v sodelovanju naše zadruge z Biotehniško fakulteto v Ljubljani. Dobro, zdaj vse, kar tukaj piše, sicer zaenkrat še ne drži za ta naš material, ker to so zdaj v bistvu poskusni vzorci, ki so še delani z formaldehidom, se pravi, ki je pač neka umetna substanca, tako da še ne gre za popolnoma ekološki material, razen seveda same konoplje. Vlaknene plošče iz konoplje se lahko uporabljajo na enak način, kot se uporablja na primer MDF plošče, kot se uporabljajo iverne plošče, kot se uporabljajo OSB plošče v gradbeništvu, pa tudi v končni fazi tele, kaj so fermacel ali pa knauf plošče. Se pravi, lahko se uporabljajo kot osnova za pohištvo, za pregrade, zaščite, podkonstrukcije, talne stenske podloge in opaže. Material je ekološki, biorazgradljiv, odporen na insekte in vodoodbojen. Iz konoplje se da narediti tudi vezivo, lepilo. Tako da bi se dal formaldehid nadomestiti, recimo, ker vem za utekočinjeni les, da se ga da uporabljati za vezivo, tako da tukaj je naslednji korak verjetno popolnoma eko, bi rekel, brez formaldehida, ki je v principu strup, ker zaradi formaldehidov recimo ne smemo uporabljati starih ivrk za biomaso, torej za sežiganje, ker je problem z produkti. Ok, hvala. Mislim, drži popolnoma to, kaj ste rekli. Zdaj najlažje bi bilo seveda to prinesti iz tujine, ampak mi smo se pač nekako odločili, da bomo našli svojo pot, da ne bomo po nekih licencah delali. Za prvi iz te skupine toplotno-izolativnih elementov je konopljina volna, ki je v bistvu ekvivalent stekleni mineralni volni, kot jih poznate, pod imeni Ursa, Tervol in tako dalje. Uporablja se za izolacijo streh, za izolacijo fasad, kot zvočna izolacija, tudi računsko, kot je njena toplotna upornost je identična, na primer Tervolu. Material je enako ekološki, je biorazgradljiv, odporen na insekte, odporen na vlago, predvsem ne prihaja do deformacij, ko se ga vgradi, ker ta klasičen Tervol, ko ga mi enkrat zapremo noter v recimo strešno konstrukcijo, on se počasi sesede. Se pravi, v enem delu imate stišalno izolacijo, v enem delu pa je sploh nimate. Do teh deformacij predvsem ne prihaja zaradi tega, ker je vlakno samo po sebi že zelo močno in ima zelo majhno težo. In predvsem material ni škodljiv za dihala, tako kot poznate recimo fenomen steklene volne. Vsi ti mojstri, ki so delali z njo, so slej ko prej so plačali ceno za to. Če lahko dalje. Naslednji aspekt uporabe, ki bi ga predstavil, je konopljin beton oziroma hempkrit.
To si kar upam nekako reči, da to bo v prihodnosti bo to paradni konj, se pravi, kaj se tiče konoplje v gradbeništvu. Kot sam material ga sestavlja konopljin pezdir. Zdaj tukaj recimo na teh slikah se odlično vidi. Skratka, tisti, ki vam to ni poznano, konoplja je sestavljena iz te svoje sredice, pezdirja, ki je večinoma celuloza in celuloza je tista, v bistvu, ki dela stvar izolativno. V samem ovoju so pa vlakna. Vlakna, ki se uporabljajo za to konopljeno volno, ki sem jo prej predstavil. Pri konopljenem betonu mešamo tale konopljin pezdir, sesekljan na koščke, tam cirka 5 cm, ko je že v bistvu materija olesenela. Ker konoplja, ko je sveža, če poznate, ko jo prelomite, ima sredico takšno belo, v bistvu je kot stiropor. In tisti stiropor, ki je spočetka mehek, potem s časoma postane trden in dejansko začne leseneti. Meša se z apneno mešanico, se pravi, ki jo sestavlja naravno hidravlično apno, gašeno apno, en majhen procent cementa in za odvisno od uporabe še tudi malo peska in pa voda seveda zraven. Se pravi, pri gradnji z konopljenim betonom je pri objektu še vedno primarna nosilna konstrukcija je lesen skelet. Se pravi, na enak način, kot da bi hteli delati montažno hišo, recimo. S to razliko, da tukaj nič ne privijamo, ne zabijamo gor na skelet, ampak se okoli skeleta se naredi opaž. In v tisti opaž se lahko potem tale konopljin beton lahko se aplicira direktno, se pravi, da se vsuje, da se nabija, ali pa z strojnim brizganjem. Se pravi, tako vidite ob strani tiste dve sliki, se pravi tam na sredini, se je stric pripravil opaž, ki ga bo sloj za slojem, ga bo počasi polno, potem hkrati pa premikal opaž vedno više. Na spodnji sliki pa vidite dosti bolj efektiven sistem in sicer z strojnim brizganjem, ki pa s terim pa eno steno se v cirka 10 minutah se postavi. Se pravi, postavi se samo eno paž, ki se ga zapolni, se poravna steno in bomo v bistvu rešili zunanjo konstrukcijo objekta. Eno vprašanje, koliko je recimo tlele debelina stene, to je kaj, 30 cm približen v primerjavi z klasično? Bomo prišli do tega. Bomo. Ja, brez skrbi. Dobro, zdaj, če se poglobimo malo v te tehnične karakteristike konopljenega betona, dobro, ne bomo zdaj utrujali za številkami, ampak samo tako ilustrativno, da se bo se znali predstavljati. Se pravi, material sam po sebi je zelo toplotno izolativen. Toplotno izolativen je po celi svoji konstrukciji, se pravi za razliko od klasične gradnje, kjer imamo, opečne zidake, na katere potem lepimo stiropor. Se pravi, pri 30 cm debeli steni imamo enako toplotno upornost, kot bi imeli pri gradnji z porotermom, če pa lahko uporabim ta komercialni izraz. Se pravi, z 30 cm poroterma in 14 cm stiropora. Se pravi, že pri sami zunanji konstrukciji praktično profitiramo 14 cm debeline, ki je pa zelo pomembna potem v končni fazi pri razmerju bruto-neto pri objektu. Material je sposoben skladiščenja toplote, to se pravi, da ko ga enkrat segrejemo objekt, bojo stene še lep čas, bojo to toploto vračale v prostor. Material je ravno prav zrakotesen, se pravi, dovolj zrakotesen, da ni prepiha, ampak še vedno dovolj diha, da pa ne rabimo umetnega prezračevanja, o katerem sem govoril na začetku. Material je enako je dobro zvočno izolativen, ima relativno dobro tlačno trdnost, 1 megapaskal, ki pa pri njegovi gostoti 330 kg na kubik je zelo dobra. Poleg tega, da se pojavlja še en kemijski fenomen, da tako rečem, v samem materialu in sicer tale pezdir konopljen, on sam fosilizira, se pravi, on z leti v bistvu pridobiva na trdnosti in enako je z apnom. Se pravi, apno, ko smo ga mi enkrat vgradili, potem skozi leta vleče v bistvu CO2 iz ozračja, se pravi čisti zrak in v bistvu apno spreminja nazaj v apnenec, se pravi, spet postaja kamen in tudi dodaja trdnosti. Tako da tale 1 megapaskal, to so v bistvu podatki na začetku testiranja, se pravi, ko je vzorčni model, ko je še mlad, da temu tako rečem, se pravi, z leti pa lahko ta trdnost zraste celo na 3 megapaskale. Material ima zelo dobro, je ognjevaren, se pravi, 73 minut zdrži pri 30 cm debelem zidu, kar je zelo dobro, se pravi, vse, kar je nad 60, pač pri nas po teh naših številkah je v bistvu zelo fajn. Ker njegova lastnost je to, da nikoli se ne vžge, ne vžge se tako kot les, ampak samo tli, zgolj tli in počasi tli in zelo dolgo drži tale ogenj. Material je paroprepusten,
se pravi, zunanji zid v bistvu uravnava vlago v prostoru, se pravi, ko je v prostoru preveč vlage, jo jemlje na sebe, ko pa je premalo, pa jo oddaja. Ravno zaradi te paroprepustnosti je v bistvu ne prihaja do plesni v konstrukciji. Zato, ker če vzamemo kot primerjavo klasično gradnjo, kjer imamo, ne vem, vse polno cementa, se pravi, cement je v betonu, cement je v ometih, cement je v ometih na fasadi. Problem cementa je ta, da sicer ima dobro lastnost, da zelo hitro veže, zelo hitro se posuši, se pravi, zelo hitro se da delati z njim. Ampak njegov največji manko je pa tale, da material ne diha. Se pravi, mi konstrukcijo zapremo in ko zapremo, se pojavlja vlaga, začne zadeva kondenzirati in tako nastaja potem pač plesen. Material je odporen na insekte, se pravi, tako kot je že sama rastlina v fazi rasti, nima naravnih sovražnikov, enako je potem, ko je vgrajeno. Se pravi, ne samo, da ni nekih škodljivcev, ki bi napadli konopljin beton, še lesna konstrukcija, ki je v sredini konopljenega betona, je toliko boljše zaščitena ravno zaradi te lastnosti konoplje, da se razumemo. Material ima nič ogljični odtis, oziroma je celo ogljiko negativen material. To v praksi pomeni to, dobro, do teh stvari bomo še prišli enkrat, ampak v praksi to pomeni to, da smo mi, v bistvu, ko smo zazidali pač neko steno, je ta en kubik drži v bistvu 130 kg ogljikovega dioksida, se pravi, več ga je vgrajenega v material, kot je bilo porabljeno za sam proces gradnje. Material je primeren tudi za ljudi, ki imajo neke alergije, ker tukaj ni praktično nobene kemije, ni prisotne. In tako, kot sem rekel na začetku, se pravi, zelo tanek zunanji zid, en sloj, oziroma, če gremo do končne finalizacije, se pravi, na tale stena zunanja v bistvu dobi še notranji omet, ki je enako iz konopljenega betona, pač za bolj fino frakcijo, zunanji omet se pa naredi apnen, tradicionalno, tako so se včasih delali. Ker napram, recimo v primerjavi z montažnimi hišami, z klasično gradnjo, z opeko, tam se pogovarjamo o 9 slojih ali pa 10 ali pa še več včasih. Tukaj pa se pogovarjamo samo o 3 slojih. Se pravi, vpliv, ki bi ga lahko imel ta sistem gradnje, se pravi, pač pod pogojem, da se razširi, ki bi ga imel na okolje in pa na našo lokalno skupnost oziroma državo. Se pravi, večino vgrajenega materiala je moč lokalno pridelati, se pravi, tako les kot konopljo. Proces gradnje je hiter in enostaven, življenjska doba objektov je zelo dolga, poznan je primer iz Japonske, enega objekta, ki je star 300 let. Koliko sem bral zdaj te novejše evropske študije na temo konopljenega betona, trdijo, da bi ta material moral zdržati tudi 700 let. Takega pa kar težko najdemo. Stroški gradnje so nizki, s tem, da pač moram tukaj opozoriti. Se pravi, moramo še priti do tega, da bomo prišli čez tisto magično mejo rentabilnosti. Se pravi, material se mora toliko razširiti, toliko mora priti v eno množično uporabo, da bo začela cena padati. Ker ko bo cena začela padati, bo dejansko lahko konkuriralo vsem ostalemu. Možno ga je reciklirati, poznani so pozitivni učinki konopljenega kolobarja, ker, dobro, zdaj, tako smo že na začetku ugotovili, tukaj prepričujemo prepričane, dosti je kmetov, ki se tega še ne zavedajo, da dejansko svoje uničene njive, na račun pesticidov, umetnih gnojil, bi dejansko lahko pozdravili z konopljo. Sama rastlina je v celoti uporabna, se pravi, uporabna so tudi semena, uporabna so vlakna. In predvsem gre za zmanjševanje toplogrednih izpustov. Se pravi, obstaja še ena možnost uporabe konopljenega betona in sicer v obliki konopljenih zidakov. Tukaj pa razlika med to uporabo, ki sem jo prej predstavil, je ta, da tukaj treba dodajati cement. Se pravi, treba dodajati cement zato, da je stvar nosilna, ker če hočemo imeti zidak, ki bo nosil, mora imeti neko trdnost. Kako začnemo cement dajati, začne material slabše dihati in pa tu začne zgubivati na svoji izolativnosti. Kot tak je bolj primeren za topla podnebja, se pravi, če se uporablja kot zunanji ovoj stavbe, sicer je pa tudi praktičen pri adaptacijah. Se pravi, tudi obstaja ta možnost uporabe, da se pač konopljen beton, da se ne uporablja svež, se pravi, na sveže zmešan z vodo in z apnom, ampak da se že pripravijo neke plošče, ki se razrežejo in se potem pač oblagajo na konstrukcijo.
Dobro, to je en graf, ki v bistvu največ pove o tem, koliko je ta konopljin beton dejansko ekološki. Tukaj imate za primerjavo ogljični odtis oziroma za vsak material sta po dve vrednosti. Ta modri stolpec predstavlja sivo energijo oziroma to je energija, ki je porabljena za to, da smo mi ta material sploh proizvedli. Ne vem, v primeru lesa to pomeni energija, ki je potrebna za to, da se razžaga. Ta oranžni stolpec, ki je ponekod negativen, pa pomeni izpust CO2 oziroma tisti končni efekt, o katerem se pogovarjamo potem pri materialu. Se pravi, vsi, ki jih poznamo, ki so pač nekako v normalni uporabi, imajo ta delež sive energije zelo visok. Se pravi, mi se danes pogovarjamo o nekih nizkoenergijskih ekoloških hišah, ne vem kaj vse. Dejansko so, namreč kaj se tiče življenja v njih, pa stroškov, pa porabe energije, so ekološke, nedvomno. Ampak da mi pridemo do te ekološke hiše, pa zelo umazana pot, jaz temu pravim. Za razliko od konoplje, kjer pa je tudi že ta energija, ki je potrebna za predelavo, bistveno manjša kot pri vseh ostalih. Poleg tega, da je že sam material je ogljiko negativen. Dobro, to je zdaj tako čisto za ilustracijo, taka groba kalkulacija, tako približno, da boste imeli predstavo. Če vzamemo, da je ena taka poprečna enodružinska hiša slovenska, vse novogradnja, recimo, da ima 150 kvadratov uporabne površine, bomo v njo vgradili cirka 120 kubikov konopljinega betona, se pravi, to pomeni apno in konoplja, in cirka 33 kubikov konstrukcijskega lesa, se pravi, za stene, za strope, za streho. Material, ki je potreben, da vzgojimo, oziroma površina, ki je potrebna, da vzgojimo konopljo za eno tako hišo, je po naših izračunih pavšalnih še zaenkrat cirka 2,3 hektarja zemljišča. S tem, da je treba opozoriti, to, kar je že nekdo pred mano omenil, in sicer, da kljub temu, da govorimo o eni sami rastlini, so deviacije, se pravi, so vrste konoplje, ki so bolj prilagojene, so boljše za dajanje semena in pa so tiste, ki so boljše za vlakna oziroma za tale konopljin pezdir. Zdaj, trenutno pri nas še zaenkrat prevladujejo sorte, ki pač dajo več na seme, ker je pač to trenutno bolj popularno. Sicer pa na dolgi rok bi si pa želeli več videti tudi takšnih sort, ki rastejo v višino in imajo polna debla pezdirja. Se pravi, kot rečeno, pri koriščenju lokalnih materialov bi moral biti končni rezultat ta, da je gradnja cenejša od klasične zidane z betonom. Sicer pa za primerjavo, ogljični odtis celotnega objekta, pač na račun tega, ker je tudi dosti lesa noter, je minus 10 ton CO2-ja napram klasični gradnji z betonom iz opeko, kjer pa smo v bistvu pustili ogljični odtis 30 ton ogljikovega dioksida. Hvala za vašo pozornost.